v Belgiji in na Nizozemskem smo si ogledali veliko zanimivega. Tudi vi ste pomagali k temu. Kakšni so vaši cilji, zakaj so vaše želje, da ormoško združenje pridelovalcev pripeljete tudi na takšne kraje? Kot evropski poslanec imam to možnost, da pomagam pri organizaciji, delno tudi pri sofinanciranju ogledov dobrih praks. Osnovno so obiski Evropskega parlamenta turista, glede na to pa, da sam izhajam iz teh kmetijskih vod, da imam tudi določene izkušnje na tem področju iz preteklosti, sem se odločil, da organiziram skupine, kjer spoznavamo tudi te najboljše prakse in v resnici na ljubo jih je v Belgiji in na Nizozemskem možno spoznati zelo veliko, kajti to so pravzaprav dežele, ki so na kmetijskem področju najbolj napredne. Z pridelovalci sladkorne pese sem se intenzivno srečeval v letu 2012, ko sem kot minister na svetih kmetijskih ministrov v Bruslju zagovarjal ukinitev kvot na področju sladkorne pese. To se je potem tudi za novo kmetijsko politiko storilo, tako da je po letu 2017, jeseni 2017, zopet možno pridelovati sladkorno peso tam, kjer se najdejo ljudje, ki se tega posla lotijo in kjer najdejo poslovni model, kako bi tudi s to proizvodnjo začeli. Tako je tam obisk sedaj namenjen, tako da vidimo vse, kar je najboljšega na področju pridelave sladkorja, sladkorne pese. V Belgiji smo videli tako raziskovalne inštitute, aplikacijska prenos znanja na polja, kako tudi sodobne tovarne sladkorja. Na Nizozemskem pa gre za nov pristop v tako imenovano bio-based industrijo, se pravi industrijo, ki temelji na naravnih virih in zanimivo je tudi poskuse, kjer se izkuša sladkorno peso predstaviti kot kulturo, ki je zelo dobra kultura, ki pravzaprav največ sonca spremeni v energijo preko vegetacije in potem ta procesna industrija, ki kaže na povsem nove izzive. In vesel sem, da lahko to priložnost podelim z ljudmi, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ki so v institucijah znanja, institucijah organizacije kmetijstva in da poskušamo na koncu iz vseh teh praks videti in ugotoviti, kaj je pravzaprav možno prenesti v slovenski prostor. Kako pa v Bruslju oziroma v Evropski uniji vidijo željo Slovencev po ponovni pridelavi in predelavi sladkorne pese? Trenutno se v Evropskem parlamentu dosti govori o sladkorni pesi in o napovedih, ki so zopet relativno črnoglede za obdobje po letu 2017. Po ukinitvi kvot. Pričakuje se, da bodo tisti, ki imajo danes proizvodno sladkorne pese, sladkorja, poskušali povečati proizvodnjo, tudi dvigniti pridelke. Videli smo, da je v tej panogi velika profesionalizacija potrebna, tako na polju, v predelavi, v skladiščenju, da je na konec koncev čim večji pridelek in da je sladkorna pesa še bolj konkurenčna drugim kulturam, iz katerih predelujemo po svetu sladkor, iz sladkornega trsa in iz drugih področij, kot je Južna Amerika ali tudi iz azijskega prostora, kjer prihaja ta konkurenčni sladkor v evropski prostor. Tako da drugače je v Evropskem parlamentu nekega govora o tem, da bi kako Evropski parlament vidi slovensko zgodbo, tega pogovora praktično ni. Tu smo poklicani mi, da se mi odločimo in da mi poiščemo in oziroma ugotovimo, ali takšen model izide ali ne izide. Vesel sem, da so tudi z nami ljudje, ki so že na področju kmetijstva v preteklosti se poizkusili z novimi modeli. V mislih imam gospoda Šumaka, ki je z Luštvom, s Paradajzom že šel skozi inovativno zgodbo in mislim, da bo v slovenskem kmetijstvu nasplošno potrebno narediti v glavah nek preskok in se soočiti s tem, da se svet okoli nas zelo hitro spreminja. Tako na eni strani vidimo velike globalizacijske premike na področju proizvodnje, na področju semenarstva, če hočete, pa vse do trgovine. In v stari, tradicionalni tudi organizacijski obliki, s starimi prijemi se enostavno zgublja ta bitka v tem prostoru. V Evropskem parlamentu veliko govorimo tudi o problemih v verigi
pošteni trgovini v kmetijstvu, neprimerni porazdelitvi dobrobiti iz te kmetijske proizvodne, da na koncu vedno pride do tega tudi, da se moraš tudi sam organizirati in temu prilagoditi in to igro na nek način igrati. In sam osebno ocenjujem, da je prihaja čas, ko bo v slovenskem kmetijskem prostoru potrebno začeti s temi novimi prijemi in tudi na nek način te tradicionalne zgodbe mogoče v katerem delu malce pozabiti in si upati nekaj več. In to nekaj več je zagotovo možno videti na Nizozemskem, v Belgiji, nikakor ne moreš tega v enaki obliki prenesti na naš prostor, najti pa model, ki izide pri nas. Člani Združenja pridelovalcev sladkorne pese Slovenije se zelo trudijo ponovne postavitve pridelave in predelave sladkorne pese. Kaj pa se sicer dogaja na tem področju v slovenskem političnem prostoru? Ja, sladkorna pesa je ena od panog, iza katere je tudi v Evropskem parlamentu veliko politike, če smem temu tako reči, konec koncev kvote, ukinitev kvot, uvedba kvot, to so politična početja. Na nek način tudi v domačem političnem prostoru mogoče čutiti na nek način, da bomo uporabili primerni izraz, ali bojazni, ali odpora proti tej kulturi, to na nek način čutim v teh pogovorih, srečanjih, ali pa pomanjkanje korajže, da bi si kdo upal stopiti tudi na malce neznan teren. Sam osebno tudi sem mnogokrat direkten v teh odgovorih in ocenjujem, da si premalo upamo v kmetijstvu in da se oklepamo tradicionalnih stvari, zato da ne bi se, izgubile politične točke in nekaj podobnega. In na področju sladkorne pese mislim, da bo potreben po proučitvi tisti, ki so najbolj zainteresirani. Zdaj sem vesel, da so zraven kmetje, da so tu inštitucije znanja, ljudje, ki imajo ideje, kako to spraviti tudi v poslovni model. Ko bo ta model sestavljen, je pa vsekakor potrebno pridobiti na drugi strani tudi spoznanje na področju akterjev, političnih odločevalcev, ministrstva, vlade, da so to tiste panoge, od katerih bomo Slovenci lahko v prihodnje živeli. V Evropskem parlamentu in v komisiji je v tem zadnjem obdobju, v mandatu, katerega smo nastopili v lanskem letu, prišlo nazaj do teh besed, da je potrebna v Evropi industrializacija. To pomeni, da treba v Evropi tudi več ustvarjati, da je treba se boriti in da treba tudi preko Junckerjevega sklada se iti kakšne tudi malce bolj rizične investicije, ki bi pa imele za posledico proizvodno in pa nova delovna mesta v Evropi. In v kmetijstvu smo v teh dneh tu videli, kaj pomeni, pri sladkorni pesi, koliko ljudi dela v raziskovalnih inštitucijah, koliko ljudi dela v semenarstvu, koliko ljudi dela v tovarni sladkorja. Tu vidimo, kako je možno v procesni industriji iz sladkorne pese priti do etanola, preko etanola do energetskega polja, po drugi strani pa do kemične industrije, kjer so novi izzivi. In sam sem tudi zgodaj letošnje leto imel dostop do študije, ki jo je Deloitte pripravil za ponaročilo nizozemske vlade in se govori prav o tem, o perspektivi pridelave sladkorne pese v severozahodni Evropi. In tu je zelo jasno nakazano, da je zelo velika perspektiva, da pa ne govorimo več o klasični pridelavi sladkorne pese, da govorimo samo sladkor, pesne rezane zemljelaso, ampak govorimo o zelo širokem spektru produktov, od različnih aminokislin, vitaminov do, če hoče, energetske uporabe. In da je potreben ta nov pristop, nov pogled in Nizozemska, recimo, kot ena zelo naprednih držav, ki je konec koncev dobro gre tudi v času krize, je pri pametni specializaciji kot prvo prioriteto dala ravno bio-based industry. Se pravi, stvari, ki so povezane z naravnimi viri in ko to prenesemo v naš prostor, je to vse od, če hočete, lesa, lesne biomase, preko celotnega spektra kmetijstva, pa do odpadkov in pa krožne ekonomije na tem področju. Tako da so novi pristopi in mislim, da rabimo mi malce tega prepiha miselnega tudi pri nas in te koncepte in enostavno ta način razmišljanja prenesemo v naš prostor. In več kot bo Slovenk in Slovencev to videl, več bo tega razmišljanja v našem prostoru in pa to, kar velikokrat pravimo, da mlade generacije nimajo prave perspektive, to je posel za mlade ljudi. Tej bi treba posebno.
katerimi vprašanji se sicer najpogosteje zdaj ukvarjate v Bruslju na kmetijskem področju, ki se tičejo tudi Slovenije? Zagotovo je eno od ključnih vprašanj področje mlečne industrije. Ukinitev kvot, ki se je zgodila po desetletjih pogovorov letošnjo leto, se je zgodila v zelo neprimernem času, če smem temu tako reči, kajti zgodila se v času, ko je blokada za izvoz evropskih izdelkov na ruski trg in v času, ko je tudi kitajska ekonomija malce zakihala in ni več tiste ekspanzije in konec koncev tudi povečanja povpraševanja po evropskih kmetijskih produktih, kjer sta ti mlečni izdelki eni ključni in zato je to eno od področij, kjer je konec koncev komisija tudi intervencijska sredstva namenila v ta namen, da se stabilizira to področje in zavedanje, da je pridelava mleka, mlečni sektor, bazna panoga v kmetijstvu je zelo veliko. Na drugi strani je v tem času tudi dosti govora o samih teh blokadah ruskega trga, kjer so tudi na področju sadja zelenjave bili odločeni ukrepi sprejeti. Prav tako pa tudi spremljanje začetka skupne kmetijske politike 2014-2020, kjer smo bili tudi strani komisarja gospoda Phila Hogana pozvani, da pripravljamo predloge za poenostavitev te politike, kajti zaveda se, da je stalno birokratiziranje te politike napačen korak in da se poskuša tudi v tej smeri iti sicer pa je prekooceanski trgovinski sporazum tudi eno od tem vezano na to, s katero se zelo veliko ukvarjamo v tej povezavi tudi z področjem gensko spremenjenih organizmov, kjer je bila sprejeta prava sprememba direktive v smeri suverenega odločanja držav o tem, ali se s to tehnologijo ukvarjamo v državah ali ne. Področje gensko spremenjenih organizmov, na agendi imamo tudi sprememba direktive o ekološkem kmetijstvu, tako da je cela vrsta teh izzivov, s katerimi se ukvarjamo. Hvala lepa.